Pozdravljena v Mastercard športni akademiji, tokrat v podkastu. Kako si? Super. Si v redu? Ja. Nasmejana, kot v redu. Se pravi, letos prihajamo do konca te generacije, te sezone. Morda par zaključnih misli bi želeli malo deliti, pa bi me zanimalo dejansko tisti tvoj prvi vtis. Zdaj smo končali, tukaj smo. Kaj se je dogajalo od meseca maja do danes? Ja, v bistvu prvi odtis je bila meni tudi dejanski, mi je bila ta delavnica v živo, in prvi odtis je bil res dober. Vse delavnice so izvedene super, se imamo tudi fajn, se povezujemo z drugimi športniki, pa tudi moj prvi posel, to je tudi eden izmed najboljših stvari, ko so se mi do zdaj zgodile. Tudi vsak teden, ko je nova tema, je tudi super, tako da vse super prvi odtis. Med tem vse je zmeraj nekaj malo boljše. Ena stvar, morda so omenila moj prvi posel, ampak če bi te izzval še za eno zadevo, vsaj, kaj je bilo tisto, ko si rekla, to pa res. Mogoče športna psihologija, zaradi tega, ker je ta psihologinja, ko je bila, je res super. Pa je bilo, če je bilo kaj bolj osebnega, se je tudi še posebej s tabo pogovorila, si lahko povedal, kaj te muči, ti je pomagala, tako da športna psihologija. Ja. In si ta znanja tudi uporabila že, bom rekel, v svojem športnem življenju in tvojem zasebnem, je že bilo kaj tega, kar si tukaj slišala, si že da je poskušala sama sebe preizkušala? Ja, definitivno. Če ne druga, že pri socialnih omrežjih smo dobili tudi veliko napotkov, tako da smo že tam veliko uporabljali. Tam je pa potrebno, slediti, ja. Torej, zdaj največji napredek, zdaj, ali so to socialna omrežja? Ja. Ja? Ja. Ok. Od tu dalje, bomo rekla, kaj se pričakuje za naprej. Ti od sebe recimo pričakuješ določene stvari, zdaj veš, kako se deluje na socialnih omrežjih in tako naprej. A je kaj takega, kar morda v tej generaciji akademije ni bilo, si pogrešala? Morda kakšna tema, predavanja, znanja? Meni se mogoče je zdelo malo premalo o športni prehrani, pa ne, da se ne bi govorili mogoče tukaj o teh dopolnilih, ampak nasplošno o prehrani, kak je treba jesti, pa tudi kakšne ideje, naprimer, da bi bilo mogoče več tega. Recimo, kako se naredi dunajski zrezek, pa da ne zredi. Ja, nekaj takega. Naprimer. Ja, sej, zdaj magično palčko še iščemo, Ja. Ne, pa morda v prihodnje kdaj. Ena izmed zadev, ki smo jo dost močno implementirali v letošnji sezoni, je bil moj prvi posel. Ja. Bile so tudi naloge. Kako si ti videla vse skupaj? Kako si se prebijala skozi to zgodbo? Kaj je bilo morda pozitivno, kar seveda tudi kaj negativno? Ja, jaz sem se za vsako nalogo probala potruditi, je bilo razočaranje, če nisi bil izbran, ampak si vseeno od tistega, ko nisi bil izbran, si vzel napotke, ker vseeno si pol iskal razlike med tistimi, ko so pa bili izbrani, in si pol nekako iz naloge v nalogo probal najti neke pluse, da si nadgrajeval svoje objave, in na koncu mi je pol tudi uspelo, tudi si vesel. Ker ne nazadnje je to namen, Ja. Ne bomo rekli, da je to tekmovanje, ampak v bistvu to je en proces. Isto je na tekmovališčih, kjer morda iz nekega slabega rezultata vedno pobereš nekaj za boljši naslednji. V mojem prvem poslu je prav tako in tam zunaj so podjetja, ki pač gledajo na take stvari, in športniki morate imeti korak, bom rekel, s tem. Ja. In fajn misel, tako da upam, da ti je dalo neko širino. Ja. Zdaj, vpliv Mastercard športne akademije na tvoj osebni športni razvoj, malo sva se že dotaknila, ampak vseeno. Recimo, da gremo eno leto nazaj, Ja. pa danes. Ja, Kdo si danes po vsem tem? Danes sem pač drugačna oseba, kot sem bila naprimer pred enim letom nazaj. Bom rekla, da sem zelo zrasla na osebnostni ravni, tudi v športu. Neko obnašanje se mi je tudi spremenilo, bom rekla. Vedenjski vzorec nekaj. Ja, mislim, prej sem bila čisto drugačna, bom povedala. Tudi na igrišču sem bila veliko bolj vzkipljiva in pol ne vem, kaj se je zgodilo. V glavnem, zdaj se v bistvu res mi je fajn
zadovoljna sem z vsem skupaj. Tako da upam, da bom pa še naprej rasla na osebnostni in športni ravni. Ne. Zdaj, v žargonu bi lahko rekli, zdaj si kul. Ja. Zdaj si kul, na igrišču sem kul. Okay. Kakšno priporočilo za bodoče člane akademije, recimo, ne vem, ideja tistim, ki morda danes razmišljajo komaj o tem, ali je to prava stvar za njih ali ne. Kak je tvoj message? Ja, da se prijavi, zaradi tega, ker dodatno znanje ti nikoli ne more biti odveč. In da pol, ko prideš v to, da pol to res izkoristiš, da ne rečeš, sej to je samo en video, bom pač preskočil, ampak da si res vsakega pogledaš, pa da tudi vprašaš, če te kaj zanima. In pol, da ob četrtkih, če lahko prideš na Zoom, če ne si pogledaš za nazaj. Je pa res fajn na Zoomih, ker čuješ tudi vprašanja od drugih, da ne preskočiš vsega, pa da prideš pol na svojega, ampak da res poslušaš vse. Tudi sodelovanje je nekaj. Ja. Tako, zelo dobro sva prišla zdaj skozi ta pogovor, ampak na koncu bom pa vseeno en rezime v obliki enega stavka. Se pravi, dogajalo se je to, vse, kar sva se zdaj pogovarjala in še več, ampak povzetek svoje letošnje poti v enem stavku. V enem samem stavku ali pa morda celo v besedi. Da izkoristi to, kar ti je ponujeno, torej vsa znanja. To je to. Ja. Hvala lepa za podcast. Ja.